mi se pogovarjamo o kemikalijah, recimo o stroških elektrike, in šele na koncu se pa pogovarjamo, se pravi, o hrani. Znižan DDV je največji koristi tisti, ki največ kupijo, ne? Tako da z tega vidika smo pomagali vsem, še najmanj pravzaprav tistim, ki najbolj potrebujejo, ne? Ukrep je zagotovo popularen, ne, med politiki, zato ker v bistvu je takojšen, ne, cena se seveda takoj zniža, ne, tisti politiki, ki to naredijo, so popularni, ne, sicer je ta cikel popularnosti lahko zelo kratek, ne, ampak je pa to ukrep, ki ga seveda jaz kot ekonomist ne podpiram. En lep pozdrav v novem SBC-evem aktualnem podcastu, ki je tokrat namenjen podražitvam. Te prav gotovo bodo. Ali so že danes upravičene, ali je to zgolj strašenje, po drugi strani pa priprava na to, kaj nas čaka. O tem bom govoril z gostoma, dvema doktorjema, dvema profesorjema. Vsak na svojem področju spremlja, kako se dogajanje v Hormuški ožini, ki se nam zdi morda malce daleč, prelije v svetovno ekonomijo in vpliva na cene energentov, to pa potem vpliva seveda na cene gnojil, prevozov in na koncu hrane. Z eno besedo, oziroma z enim stavkom, od Hormuške ožine do cene hrane na naših policah in kakšni so lahko ukrepi, ki jih vlade, pa naj bodo kakršnekoli že v Evropi ali pa pri nas, lahko sprejmejo. Kaj nas torej čaka? Dr. Rok Spruk z Ekonomske fakultete, en lep pozdrav. Pozdrav. Dr. Luka Juvančič z Biotehniške fakultete, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Koliko, glede na to, da sta profesorja, da delata študenti, pa da sta ves čas v podatkih, spremljata zdaj dogajanje in posledice zaradi tega, kar se dogaja v Hormuški ožini oziroma na Bližnjem vzhodu? Koliko je to kot za dva profesorja zanimiva tema, ki se preliva v realnost? Ja, zdaj, če hočeš biti aktualen v svojih vsebinah, ki jih predavaš, je tukaj mogoče, bom rekel, izziv enega, recimo temu, agrarnega ekonomista znotraj, se pravi študenti biotehnologije kmetijstva, ne, je nujno, da aktualiziraš teme, ne. Tako da z tega vidika, kolikor nas spremljaš dnevno, kaj se dogaja, in potem vsebino predavanj preneseš, potem delovanje silnic, ponudbe pa povpraševanje nekje daleč, ne, na neposredno, kako vpliva to na dogajanje na naših trgih. Če tega ne delaš, te preprosto nisi aktualen, te ne poslušajo. Tako da zagotovo je to, bom rekel, stvar čisto intelektualne higiene, bom rekel, pedagoga. In zraven seveda jaz bi mogoče še dodal to, da živimo seveda v obdobju, kjer je ogromno podatkov v bistvu dosegljivih za vse višjo frekvenco, ne, recimo dnevni, dostikrat v bistvu tudi spremljam recimo urne reakcije, recimo borznih trgov, seveda na dogajanje v Hormuški ožini, in tukaj se seveda pojavi tudi recimo priložnost, da v bistvu ne samo, da se pogleda neke vzorci, ki pokažejo podatke, ampak tudi v bistvu kaj recimo neke srednje ali pa dolgoročne napovedi pokažejo, ne. Kako se tukaj lahko recimo razloči med kratkoročnim, začasnim ali pa recimo bolj trajnim učinkom, ne. In tukaj v bistvu je prednost, ne, te podatkovne dobe takšna, da v bistvu še nikoli nismo živeli v tako informacijsko-podatkovno bogatem območju, recimo času, kakor živimo danes. Je pa izziv tukaj seveda, kako iz teh podatkov izluščiti neke na eni strani preproste korelacije, na drugi strani pa tudi v bistvu neke malo bolj otipljive, plauzibilne napovedi, ki nam seveda pokažejo, koliko časa lahko seveda tak šok traja. Težava pa tukaj seveda postavlja nek nastavek, kjer so ta dogajanja v bistvu dnevno zelo volatilna, ne, predvsem na trgu novic, ne. Vidimo recimo ZDA pošilja enkrat eno novico, ne, včeraj je prišla novica, da ne bi Iran danes doživel pekel in tako naprej, ne, in seveda na te novice trgi sami po sebi reagirajo in tukaj je največja težava, mislim, ne bom rekel težava, ampak največji izziv, ne, kako izluščiti v bistvu neke zelo preproste, srednje in dolgoročne trende v bistvu iz tako volatilnega dogajanja. No, pa gremo morda z nekaj temi trendi in napovedmi. Vlada je ob začetku te nove energetske krize najprej rekla, v redu, mi bomo zdaj na teden dni spreminjali cene energentov. Danes je torek, ko tole snemamo, sreda, ko prvi gledalke in gledalci gledajo, cena za dizel, danes sem prebral, ne bi bila 1,85, svetovna cena sočka je tam okrog $111. JP Morgan napoveduje, da morda poskoči tudi do 150. Mislim, da je bila leta 2008 tisti rekord 184, če bi danes pretvoril v dolarje, ne, ki je potem seveda vse skupaj padlo. Pa če najprej tako vprašam tebe, Rok, ko cena energentov, cena za soček toliko raste, kako to ukalkulirati, vse te napovedi? Ti veš zdaj, kaj se bo zgodilo, kam bo šlo,
kaj to torej pomeni, se potem bomo pa prelili Ja. vse ostale stvari. Zdaj, seveda, sama izhodiščna napoved je v osnovi negotova, ne? Zato ker v bistvu tukaj ne vemo scenarija razvoja za teden, dva naprej, kaj se bo seveda pač odvijalo v Hormuški ožini. Ne? Lahko si pa zamislimo neke smiselne scenarije. Ne? Zdaj, scenarij ena je nekako takšen, da Hormuška ožina še vedno pač ostane zaprta, ne? In Iran selektivno seveda pusti tovorom oziroma pač tovornim ladjem določenih držav, da pač prečijo pač to ožino. Ne. Drugi scenarij, seveda po tem scenariju se bo cena nafte, ne, ali pa sod nafte počasi v bistvu pač dosegla, po mojih napovedih, zgornji plato. Ne. Kolikor pride do bolj optimističnega scenarija, se pravi, da po neki vojaški intervenciji, pritisku, mogoče Iran sprosti Hormuško ožino, ne, se pravi, da Trumpove grožnje predstavljajo kredibilno grožnjo. Ne. Potem, seveda, z odprtjem Hormuške ožine ta šok ne bi izginil, kot se dostikrat v medijih pojavlja, ne, ampak bi se počasi, kako bi rekel, pač stabiliziral in šele na srednji rok v bistvu pač spustil navzdol. Ne. Najbolj črn scenarij, ki se ga pa jaz bojim, je pa seveda ta, da bi Iran uporabil svojo proksi skupino, to so Hutijevci v Jemnu, za istočasno zaprtje Hormuške ožine in prehoda čez Rdeče morje. Tukaj se mi pa zdi, da če bi pa ta scenarij se realiziral, ne, ZDA in Izrael sta dobro pač ozaveščena o posledicah tega, ne, scenarija, potem pa gre seveda lahko cena sodčka nafte preseže tisto raven, ki si je omenil, ne, se pravi iz časa pač finančne krize 2008-2009. Ne. Kakšna je pa verjetnost teh scenarijev, pa seveda pač ne vemo. Ne. Se pravi, če mi imamo scenarij, ne, ta scenarij lahko nekako inkorporiramo v cenovna pričakovanja, posledično tudi seveda na rast BDP-ja, recimo, ne vem, na posledico na industrijsko proizvodnjo, zaposlovanje v Evropi, ne vemo pa seveda z natančno verjetnostjo, se pravi, kakšna je realizacija tega scenarija. Ne. Zato v bistvu vemo, se pravi, what if, imamo razdelano dobro sliko, ne. Tudi lahko povemo seveda, kakšne so tukaj pač makroekonomske posledice, se pravi na kratek, srednji in dolgi rok, ne, da imamo pač jasno razdeljeno sliko. Ne. Seveda, kako se bo pa odvilo, ne. Tukaj pa mi ne vemo, ne, zato ker ta vojna je v osnovi bila izvedena zelo hitro, odvija se zelo hitro. Ne. Zadnjič sem pogledal, recimo, se pravi, kakšna je frekvenca novic o tej vojni, ne. In ta vojna v bistvu vse prej tekle zgodovinske vojne 20 let presega s tako frekvenco, če se ne motim, za faktor 8-krat. Ne. Več novic prejmemo, se pravi, zdaj na 1 uro te vojne, kakor pa pač ostalih vojn. Ne. Malo je to seveda tudi posledica digitalizacije socialnih medijev in vsega, ne. Ampak seveda za trge pa to predstavlja tudi velik izziv, ne. Kaj je zdaj noise, ne, se pravi, kaj je šum, kaj je pa signal. Ne? In seveda, kot ekonomiste nas zanima predvsem tukaj, nas zanimajo signali. Ne? Kakšni signal pač seveda pač na eni strani pošiljajo trgi, kakšen signal pričakujejo in kakšen signal seveda se tudi tukaj pač dogaja na strani pač same izvedbe te vojne. Ne? Tukaj pa seveda pač je negotovost najvišja in jo je nemogoče, ne? Zdaj z neko, kako bi rekel, secirati oziroma pač jo nekako razplesti. O 20% svetovne nafte in plina skozi to ožino bova še govorila, pa potem o podatku, da se Evropa, Slovenija je zgolj pri 5%, bi zdaj skočil k vam. Prejšnji teden sem bral doktorja Emilija Erjavca, ki je dejal, cene hrane, če so se že dvignile, so se dvignile zaradi že ukalkuliranih pričakovanj, ne pa, ker bi se dejansko kaj zgodilo. Pa še ena stvar se mi je zdela zelo zanimiva, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ni nujno, da bo kmet na koncu slovenski kmet, zato imel kaj več, ne? Tudi če se bodo cene hrane dvignile. Od 2020 pa do danes so se pa v Sloveniji cene hrane tako ali tako dvignile za 40%. Se pravi, zdaj bom potreboval najprej razlago, zakaj za vraga bi neka Hormuška ožina toliko podražila jeseni, ne, seveda zdaj govoriva verjetno hrano v Evropi. No, zdaj kljub vsemu, kakorkoli pogledamo, se pravi, tale kriza, ki smo jo zdaj priča, je seveda pač najbolj ali pa je prizadela predvsem energetski sektor in energetski sektor je pa, bom rekel, eden največjih postavk kalkulacije, kjerkoli v verigah vrednosti, agroživilska, tukaj ni nobena izjema. Omenili ste primarno kmetijsko proizvodnjo. Zdaj, če gledamo čist cene inputov, pa bom začel čist ceno mineralnega gnojila kot en tak standard, ne. Se pravi, zdaj v zadnjih 3 mesecih je šla cena za približno 40% gor, ne. 20% je nekako se pripisuje, bom rekel, neposredno
neposredno dogajanju na pač trgu z predvsem zemeljskim plinom v tem primeru, ne. 10 do 20% pa tudi zaradi tega, ker je tale kriza sovpada z uveljavljanjem CBAM, ne, se pravi ogljičnim davkom za tretje države Evropske unije, se pravi, in se je še ta učinek, bom rekel, prelil v ceno mineralnih gnojil, ne. Potem pa, če gledamo ampak, ne, zdaj tisto, kar omenili ste kolega Erjavca in to, da pač je teza, ki drži, a ne, da ni zdajle nekih neposrednih stroškovnih, bom rekel, argumentov za višjo ceno, bom rekel, ne vem, pšenice recimo ali pa pač nekega žita, ki je zdajle pač čaka v silosih, ne. Tako da verjetno so se deloma podražili stroški manipulacije v smislu transporta, v smislu hlajenja, embalaže, zelo pomembno, ne, se pravi, vsi tisti energetsko, bom rekel, energetsko zahtevni sektorji, ne, ki ravno tako predstavljajo inpute v proizvodnji hrane. Tukaj so pač dvigi cene in pa tudi dobavljivosti, ker zdajle govorimo o vojnem stanju, ne, in se pravi, dobršen del tako, bom rekel, polimerne industrije kot tudi, se pravi, industrije recimo mineralnih gnojil izhaja iz Bližnjega vzhoda, ne. Tako da se lahko pogovarjamo ne samo o cenah, ampak tudi o sami dobavljivosti in s tega vidika tudi, bom rekel, naša strateška varnost je ne smemo samo in vedno povezovati samo z cenami hrane kjerkoli v verigi, ampak tudi v dostopnosti, a ne. Nekaj podobnega, kot se nam je zgodilo recimo pri krizi Ukrajine, ob, ob agresiji na Ukrajino, a ne. Tako da zdaj, ja, dejstvo je, da trenutno, se pravi, v trenutni situaciji, in če se vse odvije po nekih ugodnih scenarijih, bi to pomenilo, čisto v primerjavi z Ukrajino, kot smo jo omenili, ne, bi lahko to pomenilo na prehranskih trgih verjetno manjši šok, kot je bil leta 2022, ker tam smo vendarle imeli šok tako na stanje energentov kot tudi neposredno na dobavljivosti osnovnih, bom rekel, kmetijskih proizvodov, ki so del pač naše prehrane ali pa del krme recimo, ne. Tako da je bil ta, bom rekel, prenos v cene hrane bolj neposreden in hitrejši. Tukaj bo sam prenos, se pravi, bolj neko normalno dinamiko imel, kjer se znotraj verige, bom rekel, nekaj časa prilagajajo ceniki, ker se sam stroškovnik, se pravi, ima zaradi samih proizvodnih ciklov ima daljši časovni rok, in se pravi, ob nekem ugodnem, se pravi, scenariju, tudi dvigi hrane ne bi bili tako ekstremni. V kolikor pa pride pač do nekih ekstremnih scenarijev in tale kriza, ki se nam zdajle, se pravi, obeta na energetskih trgih, je ne vem kolikokratnik, se pravi, ne vem, takrat dogajanj okrog Kuvajta, Iraka in vsega tega, se pravi, koliko 7% energentov, nekaj takega, zdaj govorimo o 20, ne. Tako da so skoki cen lahko nepredstavljivo visoki, potem si pa ne gre delati utvar, da bomo imeli velike glavobole kot potrošniki in vsi pač, ki verigi, ne. v verigi vključeni, da hrana do potrošnika pride, še enkrat bom rekel, ne samo na cenah, ampak tudi na dobavljivosti. No, zdaj bom skočil na teh 20%, ne, kot ste jih že omenili. Včasih se nam zdi, da ne razumemo tega sveta, saj nič takega, svet je vendarle zakomplicirana zadeva, ampak če rečemo 20% samo potuje do sem, v Evropi imamo dovolj goriva, ne, kljub temu, da smo danes prebrali, da so v Italiji letala na primer ostala brez kerozina, razlog naj bi bil veliko potovanj, ampak vlada je vendarle za en dan rezervirala gorivo le za vladna letala in reševalna, ne, potem bodo pa zdaj to rešili, ampak ne, cel svet pa deluje in 20% tega goriva manj in tako naprej, se pravi, vendarle to vpliva na azijski del, ki se potem pretoči k nam. Ne, tukaj bi pa vas prosil za razlago, kaj pomeni teh 20% ali pa nekje sem prebral komentar, da vas ne bodo zdaj naplahtali, samo 5% tega goriva prihaja v Slovenijo, zakaj bi to vplivalo. Ja, veste, te proporcije, ne, se pravi 20% delež goriva ali katerega koli druge energenta niti niso toliko pomembni, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker hormuška ožina, ne, se pravi, v mednarodni trgovini v bistvu deluje kot fleksibilni stabilizator, ne, se pravi cenovnih pričakovanj. Se pravi, ne glede na to, koliko Evropa
Evropa oziroma Slovenija, v katerekoli druge države se prejmejo oziroma pač kupijo nafte iz Irana, ne, je v bistvu pač ta užina ta tako imenovani choke point, potencialno pač ozko grlo, ki, ukolikor je zaprto, pač prepreči, se pravi, fleksibilna cenovna pričakovanja, ne. To sproži seveda pač takoj na najbližjih trgih Iranu, predvsem so to Filipini, Kitajska, ne, se pravi Indija, zelo hitrejša, se pravi, zelo hitro inkorporiranje teh pričakovanj v inflacijo, ne, to se pozna, se pravi, na eni strani preko njihovega izvoza v Evropsko unijo, ne, pozna se pa seveda tudi preko 3 osnovnih prvih kanalov, ki jih opazimo. Se pravi, prvi je ta, da se povečajo, se pravi, pač stroški zavarovanja plovnih poti, ne, tukaj v bistvu pač to je geopolitično orožje, ki je trenutno v rokah islamskega režima, ki je najmočnejše, ne, ker preko seveda zavarovalnih premij se potem takoj to za sabo potegne, se pravi, na eni strani cene letalskih kart, cene goriva, ne. Šele v drugem koraku, ne, mi se pogovarjamo o kemikalijah, recimo o stroških elektrike, ne, in šele na koncu pač se pa pogovarjamo, se pravi, v hrani, ne, se pravi, na dolgi rok. In tukaj pa seveda pač motnja v globalni trgovini takšna, ne, da v bistvu lahko že zelo majhne spremembe, se pravi, motnje pač teh plovnih poti lahko povzročijo velik šok, ne. Gre za tako imenovan tail event, ne, v teoriji kvantitativnih financ, se pravi, repni dogodek, ki ima majhno verjetnost realizacije, če pa se realizira, ne, so pa seveda pač pa ekonomska škoda, ki nastane, lahko zelo, zelo velika, ne. Moramo tudi tukaj nekaj vedeti, ne, če se fokusiramo zdaj seveda pač, da ne naredimo pač pričakovanja bolj črnogleda, ampak bolj optimistična, ne. Se pravi, najbolj optimistični scenarij tukaj bi bila seveda popolna normalizacija, se pravi, ekonomskih odnosov Irana, ne, po kateremkoli bodočem režimu, se pravi, z Zahodom, ne. Ta normalizacija bi seveda pač Evropi prinesla zelo, zelo, se pravi, kako bi rekel, takojšnjo umirjanje cenovnih pričakovanj, ne. Ni pa ta scenarij, se pravi, kako bi rekel, najbolj verjeten glede na to dogajanje, ne. Zdaj nekateri kolegi iz Bližnjega vzhoda so napovedali nekje že en mesec pred začetkom vojne, da v kolikor bi ZDA želela spremeniti režim v Iranu, bi po najbolj optimističnem scenariju to trajalo 1 leto, ne. Ampak to je seveda wishful thinking, ne, pravijo temu pač ekonomisti, ne, zelo, zelo težko, zato ker v bistvu pač v tem scenariju se nekako zapostavlja motnje, ne, ki seveda nastanejo znotraj ponudbenih verig. In moramo pa tudi nekaj vedeti, ne, evropske države, ne, zadnjič sem gledal, se pravi, podatke za Anglijo. Anglija ima kerozina na rezervo na voljo, se pravi, za jet fuel, ne, se pravi, za letala za 14 dni, ne. Kaj se tukaj zgodi v primeru, se pravi, če kerozina zmanjka, če države pač nimajo tukaj popolnoma nobenih strateških rezerv, si je v bistvu tukaj zelo težko zamišljati, ne. Ker na eni strani so stroški seveda direktni ekonomski, te se poznajo recimo na inflaciji, poznajo se recimo, ne vem, na upadu industrijske proizvodnje, lahko tudi v bistvu nekaj kasneje pri zaposlovanju. Druga stvar je pa seveda pač zmanjšana ta connectivity, ne, se pravi, povezljivost, ki nastane med svetom, ne. Zdaj seveda, ne, naslanjati se preveč na to, da je delo na daljavo lahko dober substitut, ni dobro, je lahko do neke mere, ne. Moramo pa tudi tukaj seveda pač vedeti, da Evropa, ne, se pravi, če gremo pogledati gospodarstvo Evropske unije, po vojni v Ukrajini, ne, je Evropska unija, tudi tukaj se malo pozablja omenjati, naredila zelo dobro domačo nalogo pri diverzifikaciji energetskega miksa. Tukaj je prišlo zelo hitro do energetske diverzifikacije, ne. Tukaj, ampak seveda, zakaj? Zato, ker je v bistvu pač partnerje bilo relativno lahko najti, ne. Pri Iranu, ne, moramo pa nekaj vedeti, je pa v bistvu pač še težko preseči to stopnjo diverzifikacije zaradi 2 dejavnikov. Prvič zato, ker v bistvu hitrih substitutov ni, recimo jedrska energija tukaj bi bila, ampak vemo, kakšno je stanje v Evropski uniji, kot smo se prej pogovarjali, ne, predvsem v največjem gospodarstvu. Drugi dejavnik je pa seveda tudi ta, da šok, ki se prenese iz Irana v azijsko ekonomijo, ne, ima, ravno včeraj sem računal, se pravi, pass-through, če gremo gledati cenovni učinek v Evropi, med 0,8 in 0,9, ne, se pravi, če se za 1% poveča zdaj cena, ne vem, azijskih energentov, je to pač prenos preko njihovega izvoza v Evropo med 0,8 in 0,9%. Se pravi, smo blizu 1:1, ne. Zato v bistvu tudi, če je ta proporc majhen, ne, pa ni seveda, ne, je amplituda oziroma pač globina tega šoka lahko zelo velika, in kar je najpomembnejše, ne, se propagira, ne, se pravi, šok danes, šok jutri, ne, še prav na mesečni ravni. Zato tukaj pač je mogoče pričakovati kvečjemu, se pravi, enkrat, ko se inflacijska pričakovanja stabilizirajo, da bo v bistvu ta inflacija tipična inflacija, ki ustvari pač negativni ponudbeni šok, ne, se pravi, lahko vztraja, ne, in vprašanje je, kdaj bodo gospodinjstva nekako preko svojih pričakovanj presodila, ali podjetja, ne, se pravi, preko svojih investicijskih pričakovanj presodila, da se bo tukaj lahko zmanjšalo, ne. Je pa katera gospodarstva so pa bolj odporna, ne, na ta šok, je pa seveda pač jasno, ne, tukaj pač veliko pomaga, se pravijo
se pravi obnovljivi viri energije, ne, v deležu celotne generacije, ne, ampak ni pa to seveda pač zadostno, ker seveda obnovljivi viri ne morejo poganjati, ne, vozil, letal, ne, težkega transporta, ne, in tukaj so seveda, tako kot je bilo pač, tako ste omenili, ne, se pravi, da so ti energetsko intenzivni sektorji, ki so daleč najbolje prizadeti, ne, in kjer seveda pač vlade tudi z neko pač masovno fiskalno injekcijo, in tukaj ni pač problem samo Slovenije, problem je v bistvu tukaj so vse države Evropske unije, ne, imajo izrazito, kako bi rekel, zaprt fiskalni prostor, ne, zaradi tega, ker v zadnjih letih so se jim nakopičili proračunski primanjkljaji, ne, svoj javni dolg vse težje financirajo, ne, in 10-letni donos na državno obveznico je pa tudi tukaj ključni parameter, ki ga moramo gledati, ne, in enkrat, ko bo pač seveda pač obvezniški trg presodil, da pač te države imajo resno srednjeročno težavo financirati svoj dolg, ne, potem bo pa seveda pač postalo samo še težje, če ne v bistvu celo nemogoče, ne, pač računati na kakršnekoli, ne, fiskalne injekcije. Pri čemer je tudi potrebno povedati, da ukrepi, katerih so se lotile vlade, tudi slovenska vlada, ne, se pravi, da so tukaj preveč šli posegati v cene, ne, niso najboljši, ne. Recimo zdaj, da bi se mi pač izognili pač CO2 davkov, veste, to gremo mi potem proti zavezam, ki smo jih mi sprejeli v Evropski uniji, ne, in to je velik problem in tudi tukaj v to smer vlade ne bi smele iti, ne. Tukaj ne gre samo za zaveze, Ja. ne, da ne bi zdaj pač mislili, ja, to je zaradi tega, ker smo nekoč bili preveč optimistični, ne. Ampak če gledamo čisto realno, prej sem omenil ogljični davek, ne. Se pravi, tam, tukaj, bom rekel, ali energetsko intenzivni sektorji, ne, ali pa nasploh celotna predelovalna industrija pravzaprav je v velikem konkurenčnem, pod velikim konkurenčnim pritiskom svojih, se pravi, zunanjetrgovinskih partneric, a ne. In, tukaj vendarle nastopamo z nekoliko drugačnimi okoljskimi standardi, a ne, z nekoliko drugačnimi tudi kakovostnimi standardi, a ne. In, tukaj je ogljični davek je eden od možnih, instrumentov, s katerim, bom rekel, nevtraliziramo, se pravi, višjo stroškovno konkurenčnost naših konkurentov. Če ponazorim na primeru, Kar. mineralnih gnojil, ne. Evropska unija pač je, bom rekel, čisto powerhouse, kar se tiče proizvodnje hrane, tudi kar se tiče mineralnih gnojil, pravzaprav, zadosti svojim potrebam v 2/3, ne, 2/3. To je še vedno, se pravi, korporacije, ki so v tej panogi, so še vedno globalno, med največjimi, a ne, pa vendarle. In zdaj, v kolikor, zdajle recimo Kopa-Kožeka, se pravi, bom rekel, lobisti, se pravi, tukaj za, primarno kmetijsko proizvodnjo, zahteva od Evropske unije, da izvzame mineralna gnojila iz ogljičnega davka. To je spet, bom rekel, ukrep, ki je kratkoročen, a ne. Na ta način rešujemo akuten problem zdajle visokih cen gnojil za pač naslednjo sezono, ampak s tem sebi na srednji rok že pravzaprav, tisto, bom rekel, konkurenčno prednost, če hočete, ali pa tisto konkurenčno kompenzacijo, ki jo imamo skozi, ogljični davek, žagamo sami sebi, ne. Tako da s tega vidika je tudi treba v zdajšnjih časih, a ne, žal treba razmišljati tudi o strateški varnosti v smislu preskrbe s ključnimi surovinami, kot so energenti, kot so gnojila in kot je v določeni meri verjetno tudi hrana, ne. Ja, pri čemer je potrebno še tudi povedati, ne, recimo ogljični davek, ne, recimo ekonomisti dostikrat imamo pa še del tega Pigujevega davka, ne. Ogljični davek v bistvu sam po sebi ni takšen, da bi poslabševal ekonomsko učinkovitost, ne, zato ker v bistvu ne posega direktno na ponudbo dela, ne posega direktno v bistvu na področje investicij, ne. Je pa seveda pač res potrebno povedati, da z uvedbo ogljičnega davka, ne, je pa malo je tistih držav, ki so recimo premislile, kako to, se pravi, fiskalno nevtralizirati, se pravi, da so popustile pri obdavčitvi dohodnine, mogoče pri seveda pač obdavčitvi dobička, ne, ker ima to seveda pač davčno prevaljevanje pri ogljičnem davku je drugačne, ne, se pravi, se prevali takoj na potrošnika, ne, tukaj, se pravi, pri dohodnini se pa prevali takoj na lastnike proizvodnih dejavnikov, se pravi, na delo in na kapital in seveda to samo po sebi poslabša učinkovitost, ne, zato,
bi bilo kvečjemu pač potrebno, tako jaz zelo podpiram nekaj stvari, se pravi dolgoročna strateška varnost, ne, se pravi, kako tukaj poskrbeti za samopreskrbo, zakaj, zato ker ključno vprašanje tukaj je. In seveda Slovenija je mala ekonomija, ki je adaptabilna, je prilagodljiva, veliko bolj kot večje ekonomije, ne, ker potrebno, je pa tudi izpostavljenost, je pa tudi, ne, in tukaj je vprašanje, kako nevtralizirati, da v bistvu pač od kakršnih koli zunanjih šokov, ne, kjerkoli nastanejo, v kakršni koli obliki, da nas to ne prizadene, ne. In tukaj pa seveda pač politika odpornosti bi mogla, ne, pač poslušati ekonomsko analizo in pač tukaj pogledati, se pravi, kako lahko negativne ponudbene šoke, ki nam pač zdaj nastajajo, ex ante, ne, se pravi, naslovimo, se pravi, preden pač te nastanejo, zato da ni potem problema z preskrbo mineralov, recimo gnojil, ne, ker tukaj pa moramo vedeti, ne, danes ni države na svetu, ki bi si lahko privoščila, se pravi, kakršenkoli manko oziroma hibo pri dolgoročni prehranski varnosti, ne. Bom se takoj vrnil k tej odpornosti besedi, ki smo jo uvedli ravno po napadu Rusije na Ukrajino, ne, in takrat smo znova začeli govoriti o energetski in prehrambeni varnosti Evropske unije. Nekje smo bili kar uspešni, kje morda ne, pa me boste potem dopolnili. Samo vrnil bi se na en del, ki sta ga oba že omenila, ne, mogoče ta okoljski davek ali pa DDV ali pa trošarine, ne, česar se je takoj lotila marsikatera vlada v Evropi. Če prav razumem, se vsako nižanje trošarin takoj pozna tudi v državni blagajni, ne. Smo v času, ko tudi sami ste rekli, države imamo v Evropi velike težave s tem, da v bistvu dolg narašča, ne. Malce smo zamižali v času korone, pa potem energetske krize, ne, tam leta 2008 do 2012 smo bili striktni, ampak potem se je pa tukaj mogoče Evropa lotila malce drugače. A je to dober ukrep, da tako vprašam, ne? Tudi pred volitvami smo slišali, pa znižajte trošarine na nič, pa je naša vlada rekla, pa saj mi smo to že naredili, ne? Ljudje so takrat drli na bencinske črpalke, kaj bo, ne? Zdaj v resnici vidimo, da gneče na črpalkah ni, pomanjkanje goriva tudi ne, cena je pa takšna, kot je, trošarine pa na minimumu. Kam pa to pelje? Zdaj seveda ne, ukrep je zagotovo popularen, ne, med politiki, zato ker v bistvu pač je takojšen, ne, cena se seveda takoj zniža, ne, pač tisti politiki, ki to naredijo, so popularni, ne, sicer je ta cikel popularnosti lahko zelo kratek, ne, ampak je pa to ukrep, ki ga seveda jaz kot ekonomist ne podpiram, ne, zaradi dveh razlogov. Prvič je ta, da tako kot ste pač že omenili, ne, se pravi, vpliv na proračun je nenaden, ne, tisto minuto, ko se vlada pač odloči, ne, da bo pač znižala pač trošarino, ne, se lahko nadeja seveda pač izpada v javne finančne prihodke. Izpad prihodkov seveda ima neposredne posledice na to, da se pravi da se poveča bodoči proračunski primanjkljaj ob obstoječem pač bremenu financiranja dolga z obrestno mero, ki jo Slovenija pač plačuje, ne, na terminskih trgih, ne, se potem seveda pač še v prihodnosti to breme pač dolga poveča, ob tem, da Slovenija trenutno, se pravi v zadnjih 4 letih in tudi seveda pač ostale, ne, večina ostalih držav v Evropski uniji nima fiskalne rezerve, ne, tako kot se pravi med pandemijo COVID-19, ne, tudi v bistvu potem smo malce pozabili na to, da je pač, kako bi rekel, v času miru oziroma pač v času mirnega obdobja potrebno akumulirati fiskalne presežke, ne. Lani recimo Slovenija imela, če se ne motim, med 7 in 8% rast javne porabe, to je bil svojevrsten rekord, ne, v Evropski uniji, ne, in seveda pač zakaj, ne, zato da v bistvu pač s tem je v bistvu pač vlada se popolnoma iztrošila, ne, pri kakršnih koli manevrskih rezervih za karkoli, ali je to gorivo, ali je to pač vprašanje gnojil, ne. In tukaj seveda pač mi, recimo tukaj so zalivske države leta nazaj šle v zelo pameten korak, recimo gradnje teh sovereign wealth fund, ne, se pravi suverenih skladov, kjer so seveda one lažje, ker pač imajo nafto kot ključno surovino, pač določen del prihodkov od nafte namenjale za dolgoročno strateško varnost, ne. Slovenija seveda se v to ne more iti, ker nimamo nafte, lahko bi pa šli seveda pač v dolgoročni strateški suvereni sklad, kjer bi recimo, ne vem, določen del proračuna letno namenjali, ne, za to, da imamo za tako imenovan deževni dan, ta rainy day, ne, se pravi sredstva, s katerimi bi lahko mi vsaj do neke mere, ne, to blažili. Zato seveda znižanje trošarin je pač ukrep, ki je kaj naredil na kratek rok, povečal v bistvu pač kar je med ponudbami in povpraševanjem, ne, zato tega so se dogajale tudi zaradi res izrazito katastrofalno speljane komunikacijske pač strategije vlade, so se tudi dogajale te grozne vrste na bencinskih črpalkah, ne, ker treba je nekaj povedati, ne. Če bodo Slovenija ima najnižjo ceno goriva med vsemi državami v okoliščini. Seveda, če imate pač najnižjo ceno goriva in pač v času, ko se realizira tak šok, bodo seveda pač ljudje iz sosednjih držav hodili k vam. Poleg tega, da se bo še domači pritisk na povpraševanje povečal. Zato bi bilo veliko bolje trošarino pustiti pri miru,
ne, pustiti, da se pač, kako bi rekel, ta šok nekako normalizira in šele potem, ne, če vidimo mi na srednji rok, da grejo v bistvu pač cenovne škarje prehitro navzgor, ne, šele potem se pomisli pač o ukrepih. Ne, zato, ker tudi nekaj moramo vedeti, ne, prekomerna poraba goriva in nafte, ne, se pravi, ki vodi v to tako imenovani excess consumption, ne, se pravi, pretežno porabo ima negativne okoljske učinke, ne, in to pa seveda ni nekaj, kar si želimo, ne, učinek je, se pravi, tukaj se v bistvu prelijuje izključno čez zasebno potrošnjo, ne, niti ne v bistvu čez investicije, ne, ker v bistvu pač pri investicijah imamo pač vsaj na koncu dneva kreiranje dodane vrednosti, ne, in nek pozitivni pač učinek na proračun, ne. In zato seveda pač to blaženje s trošarinami navzdol, ne, moramo pa nekaj vedeti, ne, če gre seveda pač trošarina še bolj navzdol, tako kot se je pač to zdaj seveda zgodilo, ne, je pritisk na obstoječo pač distribucijo večji, je pritisk seveda pač na uporabo pač večji, ne, in zaradi tega se dogajajo ozka grla v porabi, ob tem, da so seveda pač učinki na samo okoljsko vzdržnost še slabši, ne. In zaradi tega je veliko bolje popustiti, ne, se pravi, da pač cena se stabilizira, kjer se stabilizira, in šele, če vidimo na srednji in na dolgi rok, ne, da imamo problem, šele takrat pomisliti, ne, o sproščanju blagovnih rezerv, o prilagoditvi cen, ne, čeprav jaz kot ekonomist cene bi res pustil pri miru, ne, zato ker vi s tem takoj posežete seveda trgovcem, ne, in pač seveda ponudnikom v njihove škarje. Bolj bi bilo recimo smiselno pač tukaj preštudirati, se pravi, kako zmanjšati, se pravi, pritisk na samo porabo, ne, seveda z znižanjem pač trošarine se poraba samo poveča, ne pa zmanjša, ne. In tukaj je seveda potem velika težava, ker gospodinjstva se pa navadijo, ne, na tako nizko ceno goriva, in seveda to, kar so posegle vlade, veste, sicer je bil to ad hoc ukrep, verjetno pod pritiskom javnosti, ne, kot pa pač karkoli druge, ni niti kako bi rekel, okoljsko vzdržen, niti seveda tudi javnofinančno, ker kako bo seveda pač Slovenija in druge države, kako bodo pač nadomestile izpad pač proračunskih, seveda pač fiskalna nevtralizacija bi jasno povedala, če zdaj pač izpade, ne vem, 250 milijonov iz proračuna, je potrebno potem to, da imamo tudi 250 milijonov popustiti pri porabi, ne. In seveda politiki pa pred volitvami ne bodo popuščali pri porabi, ker je to pač nekaj, kar je zelo drago, ne, v tem političnem ciklu, tako da. Če iz trošarin skočim na hrano, ne, tam pa je bila ta ideja tudi zaradi 40-odstotne podražitve prehranskih stvari od 2020 do 2026, pa potem hormuške ožine in posledic, ki nas čakajo. Se spomnim, da bi bila Nova Slovenija tista, ki je prva predlagala, in ta predlog je seveda še kako živ, zdaj pa tudi aktualen, da bi se DDV na hrano znižal. Ja. Kako vi to gledate? Spet vprašanje, ali se bo to dejansko prelilo na nižje cene potem na policah? Kaj se Ja. bo zgodilo? Zdaj, znižanje DDV je spet fiskalen ukrep, kot saj ekonomisti imajo nasploh težave s tovrstnimi, bom rekel, kar malo rokohitrskimi ukrepi, ne, ki so zelo neselektivni, ki pač en problem navidezno rešijo ali pa tudi ne, ker ni nujno, da pač je maloprodajna cena hrane, da se zniža, pa ustvarjajo še kar nekaj drugih. Zdaj, če gremo od začetka, ne, ukrep, kot je znižanje DDV, ne, je pač z vidika, ne vem, tako čisto neke sprejemljivosti ali pa neke logike bi bil tako ali tako ustrezen šele takrat, ko pride do dejanskih šokov v ceniku, ne. Tako kot je bilo recimo pri gorivih, se pravi, ko imaš neki nenaden šok, ki je nepričakovan, visok, ki ki prinaša neko dejansko, bom rekel, previsoko obremenitev, ne, kupcev, takrat bi ta ukrep še nekako bil, kako bi rekel, razumljiv, logičen, ne. Da se pa pogovarjamo zdajle o znižanju DDV, preden pravzaprav imamo kakršenkoli stroškoven, bom rekel, argument za to, ne, pa v bistvu samo povečujemo inflacijska pričakovanja vzdolž verige, še večamo nemir v verigo, kjer so že tako ali tako odnosi zelo slabi in zaradi tega tudi imamo, bom rekel, neodporen, nestabilen prehranski sistem, ne. Tako da s tega vidika, saj pravim, je znižan DDV lahko neki skrajni ukrep v situaciji, ko res pridemo do nekih akutnih podražitev. Sicer pa, če dejansko gledamo na to, se pravi na ukrep zmanjšanja obremenitev gospodinjstev za pač tem, se pravi s tem delom naših nakupov, verjetno bi bilo treba majčkeno narediti,
če govorimo o se pravi, akutnih ukrepih, ne, namesto na fiskalni strani, da pogledamo mogoče najprej pomagati tistemu delu prebivalca, ki jih res eksistenčno podražitve, bodisi osnovnih življenjskih potrebščin, vključno s hrano, najbolj prizadenejo, ne. In da se bolj tarčno lotimo, se pravi, tistim skupinam sodržavljanov pomagati, ne. Bolj ranljivi Ne za, nekako, ne. ne za pač ukrepom, ki je neselektiven, kjer konec koncev znižan DDV imamo največ, se pravi, imamo največje koristi tisti, ki največ kupijo, ne. Tako da s tega vidika smo pomagali vsem, še najmanj pravzaprav tistim, ki najbolj potrebujejo, ne. Tako da tukaj, se pravi, če govorimo o teh ukrepih za akutno reševanje, imamo pač možnosti, kot so recimo, ali so tukaj vavčerji ali so to neki potrošniški, kartice predplačniške in podobno za pač socialno ranljive skupine, ne, katerim olajšaš, bom rekel, ta mesečno pot iz, se pravi, da pač družinski proračun nekako uspe preživeti gospodinjstvo, ne. Sicer pa pogrešamo verjetno vsi bolj take sistemske, dolgoročne ukrepe, s katerim bi tele šoke, ki so pa praktično sploh niso več šoki, ker so popolnoma pričakovani, Ja. vsako leto praktično se nekaj zgodi, če niso geopolitične krize, so pa tukaj klimatske spremembe, a ne, tako ali tako ves čas, ne, in preko njih pravzaprav si prizadevati za en bolj odporen sistem, a ne. Se pravi, dajmo govoriti o tem, kako zmanjšati presežke hrane v naši porabi. Dajmo govoriti o tem, kako imeti en bolj povezan, sem že prej rekel, povezano medsebojno sodelujočo verigo, bom rekel, tudi bolj dolgoročno s nekimi pogodbami vezano, kjer bi tudi znotraj verige pravzaprav nekoliko nevtralizirali možne stroškovne šoke, ne. In v tem smislu, ali pa tudi recimo prej smo rekli rastlinskih hranilih, bolje uporabiti recimo, ne vem, živinska gnojila, ne, kjer imamo tudi 25-odstotne izgube, bi lahko tudi z boljšimi tehnologijami, z naložbami v boljše tehnologije zmanjšali ta naš strah in dejansko pred tem, pred pomanjkanjem, se pravi, rastlinskih hranil, ne. To so vse pač neki ukrepi, ki bi pač o katerih bi morali bolj intenzivno ne samo razmišljati, ampak jih udejanjati, ampak vedno znova se izgubljamo v ukrepih za akutno reševanje enega problema, s katerim potem na fiskalni strani zadolževanje v glavnem celo verigo negativnih učinkov povzročimo, ne. Ja, recimo mogoče bo veljalo omeniti recimo dve pametni rešitvi, recimo, ki sem jih jaz nekako opazil, ne. En je bil v zvezni državi Kalifornija, to je bilo v bistvu že pred to krizo in tudi recimo v Izraelu že tudi pred to vojno, ne, in sicer kmetje, se pravi vsi pač kmetijski pridelovalci, ne, so se lahko preko appa, preko aplikacije direktno povezali z potrošniki, ne. S tem so potrošniki dobili, se pravi, na eni strani direkten signal, ne, kje so recimo dosegljivi pač najbolj sveži pomodori, se pravi recimo paradižniki, olive, pomaranče, drugo sadje, zelenjave, in se v bistvu direktno povezali s kmetom, ne. In tukaj so seveda s temi pametnimi rešitvami, te pametne rešitve stanejo v bistvu, ne tako, da ne stanejo nič, ampak stanejo zelo malo. Učinkovito znotraj verige pa v bistvu lahko na zelo hiter način kar krepko seveda pač izboljšajo, ne. Ker mi moramo povedati, ne, če imamo cenovno elastičnost povpraševanja, ne, recimo, če gremo gledat ključne pač prehranske produkte, ne, vemo, točno tako pač je, ni skrajno, ampak pač je neelastično, in seveda potem moramo vedeti, da v bistvu pač te cenovni pritiski bodo še večji, in seveda, ne, če imamo potrošnika v Sloveniji, ki je navajen pač vse pridobiti v supermarketu, ne, pač na dosegu roke, ne, potem se seveda pač ta šok lahko še hitreje propagira, ne, ker seveda s tem pač pokaže, da pač ni pripravljen v bistvu poseči po bližnjem substitutu, recimo preko drugega trga, ne, ali pa recimo preko paralelnega mehanizma, in seveda, ne, je potem seveda pač so te šoki ali nastanejo zaradi pač podnebne krize ali recimo nastanejo zaradi vojne v Bližnjem vzhodu, je pač ta propagacija, se pravi, pri nas še hitrejši, ne. Zato tukaj res velja, mogoče kar jaz v Sloveniji pa Evropi pogrešam, se pravi, poseči po pametnih rešitvah, ki stanejo res zelo malo, ne, in kar je pa najboljše, seveda tudi v bistvu pač ta matching, ne, se pravi, povežejo se pravi na eni strani med pridelovalci in direktnim potrošnikom, ne. Malo sem pogledal v Evropi, katere države to že prakticirajo, recimo Švica je edina v bistvu, ki je začela to prakticirati, ne, malo bolj intenzivno, ne, drugje je pa to še zelo tako, kako bi rekel, v povojih, ne, bomo rekli. Ja, se sliši mogoče cinično, ampak vseeno, ne, se pravi,
škoda je ne izkoristiti dobre krize, a ne, zato da Ja. se bolje opremijo za trde čase, a ne. Zdaj, kaj hočem reči? Recimo v času covida, a ne, smo se na novo, pač mlajša generacija ali pa na staro, nekoliko starejša, moja generacija, naučili, kje raste hrana, a ne. Da, bom rekel, skrajšati pot pravzaprav od kmetije do potrošnika, a ne, smo se tega navadili v času, zaprtja, na to smo spet čisto prehitro pozabili, ne. V tem času so nastale tudi digitalne platforme, konec koncev, a ne, jih imamo v Sloveniji kar nekaj in tudi znotraj, ne vem, sistema Kmetijske zbornice nekaj takega, poteka, znotraj zadružnega sistema, če se ne motim. Konec koncev tudi država, se pravi zdajle, in, gospodarska zbornica, se pravi vsak ima neki svoj, bom rekel, ta digitalni marketplace, a ne. Tako da s tega vidika, zagotovo je to je zelo pomembno. Ne samo zato, da pač se, povežejo, hitreje in učinkoviteje, proizvajalci in kupci. Zelo pomembno je tudi zaradi tega, da, imamo tudi, neko informacijo o cenah, recimo na kmetiji, recimo, ne. Zelo pomembno, prej, ko smo se, o DDV pogovarjali, a ne, je ta, informacijska asimetrija, ne. Se pravi, da, če že govorimo o fiskalnih ukrepih, a ne, kot je znižati DDV, potem je zelo pomembno, da kupca, bom rekel, opolnomočimo z informacijami, kakšna bi morala biti cena za pač prejšnjim DDV in kakšna bi morala biti zdaj, ne. V kolikor ne, potem se, seveda pač znotraj verige zelo hitro lahko ta davčni učinek porazgubi. A lahko tukaj podvprašanje, a ne, to, kar ste zdaj omenili, pravijo, pa me bosta vidva seveda popravila, da to deluje na velikem trgu. Da Slovenija, ki je majhen trg, ravno zato tega učinka znižanja DDV-ja na polici morda ne vidimo, ker nimamo takšne konkurence. Ker se v bistvu to ne razvije in potem ni tega pritiska, da bi tudi konkurenca, spuščala ceno. A to drži? Ja, glejte, veste, kako konkurenčnost pač, če jo kakorkoli merimo, ne, znotraj kateregakoli sektorja, zdaj mikroekonomisti radi posegajo po tako imenovanem Hirschman-Herfindahl indeksu, ne, kjer se pač seveda meri koncentrirana, se pravi koncentracija tržnih deležev, ne, in jasno seveda pač je, da sektorji, kjer imajo večjo stopnjo konkurenčnosti, seveda so bolj konkurenčni sami po sebi in to se seveda pozna na elastičnosti povpraševanja, ne. Zdaj seveda Slovenija je relativno majhen trg, ne, na majhni trgi ne morejo imeti take visoke konkurenčnosti, kot recimo sosednja Italija ali pa recimo Nemčija, ne pomeni pa to, da je seveda pač prenos v ceno kaj manjši, ne, zato ker vse to pač je odvisno od elastičnosti povpraševanja, ne. Je pa tukaj potrebno tudi nekaj povedati, ne, se pravi manjši trgi, kot je Slovenija, ne, in tudi v drugih državah, ne, saj to pa opažam v teh krizi, so pa veliko bolj dovzetni na to, na psihološko komponento, ne. Ta psihološka komponenta, ki jo pa recimo predvsem tradicionalni mediji, ne, zdaj pač vidimo dnevno, zelo radi, kako bi rekel, propagirajo, je pa ta, kako bi rekel, komponenta strahu, ne. Kaj bo, ne, in seveda, ne, tukaj pač ste omenili, ne, potrebno je pač potrošnika opolnomočiti, da pač orožje ima v roki, ne, ima aplikacijo, kjer lahko preveri, ne, kje so seveda pač, kakšne so cene hrane, kakšna je pot do kmetije, kjer lahko kupi hrano, ne, in pa predvsem, to pa jaz tudi pogrešam v medijski debati, mediji v Sloveniji in tudi ne vem, kako je v drugih državah, niti ene pozitivne informacije nismo prejeli, tako kot se pravi, kako pa to krizo uporabiti, zato da postanemo še bolj odporni. Katere so pametne rešitve, ne? Spremljamo samo pač debato o tem, kako se bodo cene povečale, kako bo pač hudič vzel svet vragu, ne? Ne povečajo, glej. Ne, tako, ne. Potem gledamo realnost, vidimo, da pač temu ni tako, ampak seveda v potrošniku, ne, pa to ustvari pač neko psihologijo strahu. Psihologija strahu pa za pač ekonomiste, enkrat, ko gremo pogledat recimo indeks potrošniških sentimentov in pričakovanj, in če vidimo, da pač se poslabšuje, pa postane problem, ne, povsod. In tukaj je pač seveda pač veliko pač se ne pogovarjamo o pametnih rešitvah, ne, se pravi, kako to krizo recimo, ne vem, pač izkoristimo s tem, da pač se zmanjša, se pravi, recimo potovalni pač časi, pot recimo, ki jo ima potrošnik do hrane, ne, se pravi, do najbližje kmetije in kako se pravi, kako Američani pravijo temu from farm to table, ne, se pravi, kako lahko dobi iz kmetije na mizo za direktno povezavo. In tukaj pa seveda, ne, jaz mislim, da majhni trgi imajo pa tukaj prednost. Zakaj? Zato, ker se v bistvu lahko še hitreje povežejo, ne, preko teh digitalnih platform, kakor pa pač manj. Zato je recimo to iniciativo, ki ste jo omenili, recimo v Kmetijski zbornici, to zelo pozdravljam, ampak če gremo pogledat, se pravi, dnevno gostoto novic, ne, o tem slišimo zelo malo, ne.
In to je pač tukaj mogoče pač nekaj, kar seveda pač mediji se jih pač razume, ne, pač oni pač imajo profit od klikov, ne, na oglas in seveda več klikov je pač v bolj pesimističnih novicah, ne, zato tukaj je pač vprašanje, a se bodo odpovedali svojemu poslovnemu modelu za dobro, ne, dolgoročne strateške varnosti, ne, in zato tudi to, da se pač malo začnemo pogovarjati, kako pa iskati rešitve. Mi se zdaj od izbruha bližnjevzhodne krize niti minute nismo, vsaj jaz nisem opazil v medijih, niti minute nismo namenili, kakšne rešitve lahko poiščemo. Preko teh pač ukrepov, ki so neselektivni, predvsem znižanje DDV-ja, ne. In tudi tukaj recimo ta primerjava, da ima sosednja Avstrija zdaj recimo, ne vem, na sortiment produktov zdaj nižjo stopnjo, ne, Italija tudi, zakaj Slovenija nima, pač veste, tukaj so pač te primerjave zelo, kako bi rekel, ad hoc, ne, treba se pač pri nas pogledati predvsem ravnovesni učinek, se pravi, koliko recimo znižanje, kakšna je elastičnost povpraševanja, tukaj je veliko bolj pomembno, da imamo dezagregirano oceno po kategorijah, ne, preden se pogovarjamo seveda pač o fiskalnih ukrepih, ki so bili tokrat seveda popolnoma neselektivni, ne, in tudi v bistvu pač zelo populistično naravnani, ne, in tudi tukaj pa pač mene skrbi, ker tudi če pa se poznamo statistike o prehranski varnosti, prehranske samooskrbi, ne, kako tukaj se pravi, kaj je tukaj v Sloveniji, da proizvajalci nekako, predvsem pač na strani kmetij, so dobro pripravljeni, potrošniki so pa tukaj pač, kako bi rekel, v celoti zdaj govorim v povprečju, ne, informacijsko niso tako dobro opremljeni, kot bi lahko seveda pač bili, to pa seveda samo še pač pospešuje in pač drži to psihologijo strahu na neki točki vztrajnosti, ki je lahko problem. Ne. Zdaj sta me oba izzvala, da bom drugače postavil vprašanje, ne. Kje smo samozadostni? Sej ravno to, kar si omenil, je morda treba večkrat povedati, ne. Kje pa vendarle ne bomo lačni, pri katerih stvarih Slovenija je dovolj samooskrbna? Ja, samooskrba, ne. Samooskrba je za začetek, ne, se pravi, je čisto bilanca, ne. Se pravi, če pogledamo, se pravi, koliko kmetijskega proizvoda proizvedemo in koliko ga porabimo, ne. Ta bilanca sama po sebi, a ne, je lahko zelo varljiva, ne. Se pravi, ne vem, če smo pri perutninskem mesu, pri govejem mesu recimo, ne vem, 120, 130, se pravi, samooskrbni, ali to pomeni, da pač tukaj, bom rekel, veriga je stabilna in da vsaj teh dveh dobrin ne bomo lačni, ne. Zato mora biti seveda izpolnjen še, bom rekel, ta predpogoj, da iz primarnega kmetijskega proizvoda ta proizvod najde pot do slovenskega potrošnika. To pomeni, da celotna veriga pravzaprav mora funkcionirati, a ne. Zdaj, če gledamo, smo, se pravi, zdaj točno zadnjih podatkov nimam, pa govorimo pač odstotkih, kot so 30-40-odstotni, se pravi, naših primarnih proizvodov, konkretno recimo goveje meso, konkretno mleko, ne, se pravi, ga izvozimo kot primarni proizvod in kupujemo finalne proizvode, ne. Zdaj, a smo samozadostni ali nismo, ne. Prej smo se pogovarjali samo o neki, bom rekel, bilanci, o kilokalorijah, ne. Tukaj, ko pa govorimo o dodani vrednosti in o evrih, pa vidimo, da pravzaprav potencial za dodano vrednost, bom rekel, prodajamo, bom rekel, partnerjem v pač bližnji soseski in kupujemo finalne proizvode. Tako da, kar pogrešam v debati o samozadostnosti, pa naj bo to potem pa, prej smo, ne vem, recimo sveža zelenjava ali prašičereja, ne, kot dve akutni, se pravi, skupini proizvodov za akutno nizko samooskrbo, ne. Da bi se zadeva izboljšala v smislu tega, da bo ta slovenski proizvod tudi, bom rekel, slovenski potrošnik po njem posegal, ne, pomeni, da moramo, bom rekel, konkurenčno usposobiti celotno verigo. Zgolj in samo, se pravi, pri primarni proizvodnji, bom rekel, reševati probleme, smo povečali samooskrbo, ne, s tem smo šele ustvarili predpogoje, ne, je pa, se pravi, tega, da pa naredimo neki stabilen, odporen sistem, je pa vprašanje verige in, bom rekel, tudi nekega, kako bi temu rekel, ene empatije vzdolž členov v verigi, ki pa bolj kot ne posluje bolj kot ne na podlagi nekih kratkoročnih, bom rekel, koristi, a ne. Kmetijsko ministrico smo imeli zadnja leta, vi ste pa že dolgo v tem poslu, bom tako rekel, ko spremljate tudi te številke in to ravnovesje. A smo, zdaj se k odpornosti počasi premikam, a smo na tej strani odpornosti v Evropi
pa tudi v Sloveniji naredili dovolj, ne? Zdaj smo slišali kar nekaj sporazumov z Avstralijo, naprimer Mercosur, sicer še ali bo ali ne, ali je dovolj varovalk na strani evropskega kmeta, ne, se malo bojijo kmetje, ampak ali smo dovolj naredili za to odpornost, ne, da nas nov šok, samo še eden v zadnji vrsti, ne vrže čisto iz tira, pa da nam ne grejo cene gor. Jaz se bom samo za sektor agroživilstva Tako, ja. omejil, pa Potem pa tako, ja. pa bom potem kolegu prepustil naprej. Ampak kar se tiče, bom rekel, koliko smo se usposobili v zadnjih, če hočeš, desetletjih ali pa pravzaprav v obdobju od pristopa k EU, ne, v smislu odpornosti prehranskega sistema, se je situacija tako globalno, pa bom zelo grobo zdajle rekel, se globalno poslabšala, ne. Zaradi tega, ker smo reševali predvsem, bom rekel, samo posamezne člene v verigi, ne. Znotraj, se pravi, zdaj našega prehranskega sistema smo usposobili, bom rekel, ne vem, 3, mogoče 5 tisoč slovenskih kmetij, da so nekako konkurenčno, se pravi, so sposobne konkurirati znotraj svoje regije, ne. In to zadevne so se tehnološko, bom rekel, tudi ekonomsko optimirale dovolj, da so neki stabilen akter, ne. Ampak spet, se pravi, to je primarna proizvodnja. Zdaj nič ali pa premalo, predvsem pa nesistematično smo delali na tem, da bi ob recimo sistemu podpor, ki je bil razmeroma bogat na strani neposrednih plačil, tudi recimo nepovratnih sredstev v investicije, da bi ta sredstva porabili tudi za krepitev celotne verige. Ampak smo, se pravi, delali zelo parcialno. Razpisi v primarno proizvodnjo, razpisi v predelavo in trženje, ne. Ne pa, da bi kakorkoli mogoče pogojevali ali pa da bi spodbujali neke povezane, po vertikali povezane investicije. Zdajle v zadnjem programskem obdobju recimo smo prvič šli v povezane investicije, ampak povezane znotraj, se pravi horizontalno, recimo, ne vem, skupinske hladilnice, skupinski, se pravi logistični sistemi znotraj enega člena, ne pa po celi verigi, ne. Tako da s tega vidika smo to priložnost, so jo, bom rekel, v naši neposredni soseski bistveno bolje izkoristili, če govorimo o Hrvaški, če govorimo tudi konec koncev Avstrija, Italija, ne. Se pravi, pa če gledamo odpornost njihovih verig, ne samo samooskrbo, ne, so ta čas izkoristili bolje kot mi. Sem že hotel reči, zdaj ste zaključili za vsemi ostalimi državami, da ste me kar presenetili, ker Evropska komisija ali pa Unija največ denarja namenja prav za kmetijstvo, ne. To je največji odstotek, daleč največji odstotek, pa bi rekel, da če se cela Evropa ni tako pripravila, ampak ste potem popravili, da smo mi tisti, ki smo zaostali, ne. Zagotovo, saj najprej pač jasno, treba je pogledati, se pravi, evropski proračun in znotraj tega, se pravi, imamo samo 2 politiki, ki sta skupni, a ne, se pravi kmetijska in je pač, recimo temu kohezijska politika, tako da ne bi govoril, oziroma tako da je treba postaviti to številko o visokih javnofinančnih izdatkih v kmetijstvu vendarle v kontekst, ne. Je pa zagotovo, ne, se pravi, znotraj, se pravi, agroživilskega sistema smo s pristopom k Evropski uniji sprejeli skupna pravila igre in skupno financiranje. Znotraj teh pravil igre pa vidimo, da se pravi, države članice različno sistematično, bom žal rekel, tudi različno inteligentno, bom rekel, sprejemajo odločitve, ne. In tukaj smo se mi odločili za eno tako zelo, se pravi, politiko, kjer predvsem z nekimi kratkoročnimi ukrepi v smislu, se pravi, redistribucije preko neposrednih plačil, takih in drugačnih plačil na hektar, bom rekel, uspešno črpamo sredstva, ne. Je zdaj pač in bom rekel, tudi ta dohodkovne pritiske blažimo v primeru slovenskega kmetijstva, ne, kar je verjetno pomembno, ne, ampak na dolgi rok je pa tudi za kmetijstvo, tako kot vse v verigi, pomembno, da pač smo konkurenčni in zmožni z, bom rekel, svojo dejavnostjo preživeti na dolgi rok, ne v teh zaostrenih fiskalnih razmerah pravzaprav se vedno in znova zanašati na, bom rekel, javne finančne transfere. Zdaj gre pa k drugi odpornosti, kar izvoli. Ne, ker recimo ravno pri javnofinančnih transferih je pa potrebno povedati, ne, se pravi, ko so vlade
pri svoji fiskalni bilanci na strani pritiska, da je potrebno zmanjšati recimo izdatke, ne, zaradi pač recimo, ne vem, prekomernega izpada davčnih prilivov, ne. Ravno, kako bi rekel, subvencije so tisti prvi segment, ne, tista prva kategorija znotraj proračuna, kjer večina vlad najbolj pogosto prvo poseže, ne. In zdaj tukaj je pa seveda pač težava nam nastala, zaradi tega, ker tudi v bistvu pač na področju odpornosti, tudi če gremo pogledat, se pravi, koliko pri črpanju, se pravi, Slovenija je bila relativno uspešna, ne, ampak vidimo pa, da je v bistvu sredstva država zelo neselektivno, kako bi rekel, subvencionirala, kvečjemu se pravi v temu, da se je nekako v bistvu pač subvencionirala končna potrošnja, niti slučajno pa se pravi ne ta grid, ne, se pravi, kako bi rekel, mreža znotraj prehranskega sistema, se pravi znotraj tudi v bistvu energetskega sistema, ki bi nam seveda pač zmanjšala to odvisnost. In mi moramo vedeti, da se pravi, če gremo začeti z letom 2008, pa končamo z letom 2025, Slovenija je na šoke, ki prihajajo iz tujine, se pravi, če gremo zagledati negativne ponudbene šoke, ne, ki so pač danes v ospredju, ne, popolnoma nič ni zmanjšala, se pravi, stopnjo odvisnosti, se pravi pass-through, ne, se pravi prenos, se pravi recimo, ne vem, odstotnega povečanja cene v končni proizvod preko vseh delov verige se preprosto ni spremenil. Se pravi, tukaj nam pove, tako kot ste pa je bilo omenjeno, se pravi, Slovenija je zaspala tukaj na tem področju, predvsem sosednja Avstrija in Italija sta bistveno bolje izkoristili, se pravi, tako bi rekel, investicijski cikel, oziroma pač tudi recimo znotraj kohezijske politike, ne, in sta veliko bolje, se pravi, investirala pač v pač te mehanizme in seveda stebre odpornosti, ne. Moramo pa tudi tukaj nekaj vedeti, ne, Slovenija pač z vsakim izgubljenim ciklom, ne, se pravi, tukaj pač izgublja pač okno priložnosti, zato ker če sosednje države, ne samo sosednje države, ampak vse države v regiji, ne, so sposobne pač s temi investicijami ustvariti bolj odporne pač sisteme in subsisteme, ne, je potem za Slovenijo vsako leto težje in težje, ne, kako se ta manko nekako brez res večje ali pa ogromne investicijske injekcije, se pravi, nekako nadomestiti, ne. In tudi tukaj jaz v bistvu nekako vidim ključno hibo, ne, ki jo pač slovenska politika pač ima, recimo tudi na področju kohezijske in strukturne politike, se pravi, te ukrepi so prevečkrat niso namenjeni končnemu pač cilju, ne. In to je največji problem, ki ga pač mi tukaj pač imamo, in vlade v vseh teh letih, tudi v zadnjih 4 letih, so temu preprosto niso povzročili niti 1% pozornosti, ne. In zdaj seveda tukaj prevaljevati na Bruselj in na Evropsko komisijo, veste, je samo pač napačno iskanje grešnega kozla, ker grešni kozel se nahaja tukaj, ne, se pravi pri nas doma, ne. In tudi tukaj moramo potem seveda tudi vedeti, da zaradi tega, ker pač odpornost ni bila zgrajena, ne, potem je vse težje pač, se pravi, blažiti ponudbene šoke, ne. In seveda potem politiki, ki so pa pod nekim pritiskom, ne, so pa potem še bolj verjetno posegajo po še bolj toksičnih ukrepih, ne, in imate v bistvu verigo, ki postane v bistvu sama po sebi toksična, ne. In jaz tukaj se resno vprašam, recimo, če bodo zdaj pač države šle v še hitrejše zniževanje DDV, vemo, da v bistvu Slovenija prejme največji delež pač, se pravi, proračunskih prilivov, ravno seveda pač z davka na dodano vrednost, ne. Mi tukaj moramo vedeti, Ministrstvo za finance, ne, je šlo v znižanje trošarin in tudi zdaj, ne, ko vidimo, so te predlogi na mizi v znižanje DDV-ja brez kakršnihkoli izračunov. Mi niti ne vemo, koliko je zdaj pač seveda potencialni izpad, ne. Če zdaj predpostavimo na hitro potencialni izpad, ne. Tudi ne vemo, kakšni bodo potrebni pač prilagoditve na strani porabe. Sami pa tudi vemo, kako pri proračunskih pogajanjih pač poteka potem razdelitveni boj, ne. Kdo bo pač, kje bomo vzeli, ne. Recimo samo za plače v javnem sektorju je šlo v zadnjem proračunu čez 7 milijard evrov, ne. In zdaj seveda, ne, ali bo vlada posegla po tem ali pač po čem drugem, ne, seveda pač po tistem, kjer je nižji strošek, ne, za njih, z izgube popularnosti. Seveda, sami sistemi, ki jo pa tudi mi imamo, ne, predvsem tukaj pač na energetskem področju, ne, moramo pa tudi tukaj vedeti, da ne smemo se zanašati na to, da imamo recimo mi dobro diverzificiran energetski mix. Smo naredili korak naprej od vojne v Ukrajini, to je pač res, ampak še vedno pa ne dovolj, ne. Zato, ker vprašanje seveda, ki je mogoče čisto tehnično, ne, kakšen je optimalen energetski miks, ki nam pač te cenovne šoke od zunaj najbolj blaži, ne. In seveda pri kmetijstvu se to mogoče te hibe najhitreje prikažejo, ne. Moramo pa tudi tukaj seveda pač vedeti, da Slovenija, ne, in tudi tukaj pa mogoče država je malo zaspala, ne. Slovenija je sama po sebi v bistvu država, kjer sem ravno pogledal, ne, se pravi, transport, ki ga pač gospodinjstva uporabljajo za vožnjo na delo, če se ne motim, smo številka 2 ali 3 v Evropski uniji, potem kakšna je pač obremenitev, ne. In jaz recimo tudi tukaj opažam kakšne moje kolege, ne, recimo, ne vem, živijo radiusa manj kot 1 kilometra stran od delovnega mesta in se pripeljejo v službo pač vsak dan, ne.
In seveda se pol človek vpraša, recimo, če bi jaz bil pač radius manj kot 1 kilometer, bi z veseljem hodil vsak dan pač v službo. Ne, zapravo, kateri so ti mali ukrepi, poleg tega, ne, ki nam lahko seveda veliko pomagajo, to so čisto individualni ukrepi. Druga stvar je pa tudi to, ne, se pravi, Slovenija ima tudi velik pritisk, recimo, se pravi, tranzitnega prometa. Ne, tudi tukaj v bistvu pač obraba naše recimo, se ne vem, če so se pač kaj ukvarjali na Darsu ali pa kjer nekakšne ministrstvo, ampak dobro bi bilo pogledati, kakšna je v bistvu stopnja obrabe naše infrastrukture, ki nastaja zaradi res tega masovnega pritiska, ne, se pravi, tranzitnega prometa. Tudi letos smo videli, ne, da še posebej za poletno sezono se napoveduje, da bodo mediteranske destinacije nadpovprečno se pravi, obremenjene, ne, zaradi tega, ker pač bo potovanje na Bližnji vzhod oziroma povsod drugod po svetu, kjer je potrebno preleteti Bližnji vzhod, seveda pač težje, ne. In tudi tukaj se pač ne vprašamo, kakšen je seveda pač pritisk na samo infrastrukturo, ne, in pa predvsem to, ali mi v to infrastrukturo vložimo dovolj ex ante, ne, se pravi, preden se te problemi seveda pač pojavijo, ne. In tukaj pa mislim, da pač nekako imamo največjo hibo. Ker smo zdaj pri koncu, sej klepetali bi lahko še in še, bi vaju morda takole prosil za 3 stvari, ki nas čakajo, in hkrati tudi te male rešitve, ki sploh niso slabe, da se o njih začnemo pogovarjati, ne. Pogledal sem, kakšne ukrepe sprejemajo evropske države, od razmisleka o trošarinah, nižjih davkih in tako naprej, do dela na domu, ne, tam, kjer se seveda da, da se vračamo nazaj, brezplačni javni prevoz, na primer, je v igri. Ne, to so vse stvari, ki so morda nepopularne, ne, in zahtevajo nekaj prilagoditev. Ljudje smo pa taki, da ko je fino, se zelo težko prilagodimo, ne. Zato morda ob koncu, evo, nagrajmo takšen krog, kaj nas torej čaka ob ne najboljšem scenariju, da ne bo jutri konca sveta v Kormuški ožini in da bo kar naenkrat tam plulo toliko ladij, kot jih je prej, ne, in kljub temu, da vemo, da to ne pomeni, da se vse uredi. Torej, evo, morda tako. Ja, se pravi, zdaj smo res v času in čisto vsak osebno od nas v nekem času tesnobe, strahu. Dejansko se bojimo vsako jutro pogledati novice, kaj nas čaka, kje so spet bombe letele, ne. In nekako tudi znižujemo posledično, ne, naša pričakovanja. Naše počitnice načrtujemo nekje v bližini, vemo, da bo se nekaj verjetno zgodilo glede našega čisto obnašanja, kar se tiče mobilnosti, kar se tiče tudi naših prehranskih navad, ne. In tako kot smo prej rekli za državo, vedno najdemo, kaj vse država narobe naredi, a ne. Prav je, da tudi vsak pri nas pogleda vase, ne, kje v lastnem vedenju, ne, lahko, bom rekel, spet poveča odpornost, svojo osebno, a ne, in s tem prispeva k manjši obremenitvi sistema. Govorili smo o obremenitvi energetskega sistema, govorili smo o obremenitvi prehranskega sistema, se pravi, z zelo enostavnimi zadevami, kot je premisliti naše vsakodnevne potovalne rutine, bolj načrtovati naše jedilnike, ne kupovati impulzivno, kar se tiče hrane, veliko in poceni in se pravi, od kjerkoli že, ne, ampak da smo mogoče, se pravi, manj pa sezonsko, pa mogoče tudi v povezavi s sosedom ali, se pravi, preko, bom rekel, bolj neposredno od proizvajalcev. In vse to pravzaprav nam v našem osebnem življenju, ne, zmanjša tesnobo, ker se počutimo bolj opolnomočeni, a ne, in hkrati krepimo sistem. In hkrati tudi, a ne, tudi majčkeno čutimo, da vsak od nas mora nekaj prispevati v svoji coni ugodja, ne, da smo potem manj tesnobni, manj, se pravi, kako bi rekel, se počutimo izpostavljeni neposredno nekim dogajanjem, nad katerim seveda nimamo kontrole, pa lahko zadevajo našo blaginjo, ne. Tako da s tem. Odlično. Ja, jaz bi 3 stvari omenil, se pravi, prvič kot prvič, ne, se pravi, vsako krizo moramo pač uporabiti kot priložnost, ne, in seveda kako jo uporabiti to priložnost, se pač to najbolj pokaže na individualni ravni, ne. Je pa seveda pač tudi potrebno tukaj pač omeniti, katere so tista pač makro pričakovanja, pa v bistvu, se pravi, tudi v bistvu nekako neki makroekonomski potencialni, recimo, ukrepi, ne. Zdaj mislim, da dobro je, da se pripravimo, ne, že pač iz tega, ker smo pač kot posamezniki in družbe averzivni do tveganja, ne, se pravi, ne ravno naklonjeni, ne, da se pripravimo
pripravimo, se pravi, na črni scenarij. Se pravi, kaj se vedno je potrebno planirati, kaj se zgodi, če se pravi, zdaj zapre in Hormuška ožina na eni strani in recimo Rdeče morje, ne. In potem je potrebno seveda tudi večkrat povedati, da seveda pač vlade same kot take, ne, povsod po svetu oziroma pač po Evropi bodo imele pač ta capacity constraint, ne, se pravi, s fiskalno politiko pač preprosto trenutnega življenjskega sloga, ki ga posamezniki imajo, in tudi tukaj vemo, ne, tudi če gremo pogledat, recimo, ne vem, koliko je zgeneriranega CO2 na enoto zasebne potrošnje, ne. Tudi tukaj vidimo, Slovenija je med državami v Evropski uniji, ki v bistvu enota zasebne potrošnje največ CO2 zgenerira, ne. Zato tukaj seveda, če so individualne prilagoditve, kako bi rekel, pač takojšnje, ne, je potem seveda pač tudi za države veliko lažje pač kakorkoli planirati kakršnokoli strateško rezervo za ukrepanje. Zdaj seveda, ne, jaz sem šel malo pogledat statistike, ne, no, in vidim, da Slovenija je poleg Finske, Nizozemske država, kjer posamezniki za počitnikovanje in dopust namenijo največ časa, ne. Zdaj, mogoče bi bilo treba pač v teh časih to malce premisliti, ne, zato ker seveda pač stroškovni pritiski tukaj so veliki, ne, in predvsem pa tudi tukaj, ne, tako kot je bilo omenjeno, se pravi, planirati, se pravi, kako lahko pač od kmetije do mize pač lahko potrošniki se sami recimo povežejo za proizvajalce, se pravi, z majhnimi koraki, ne, veliko doseči, ne, zato da v bistvu potem pač ta pritisk, seveda ne bo tako velik, ker nekaj moramo povedati, pač business as usual scenarij, da bomo zdaj lahko potrošniki živeli, kot smo, pač tega pač preprosto. In tudi tukaj se morajo potrošniki sami zavedati, ne, ker najlažje pa seveda pač ukriviti kogarkoli, pač ne vem, je to vlada, je to, ne vem, pač Iran ali ZDA ali kogarkoli, ne. Potrebno je tudi tukaj nekaj vedeti, ne, se pravi, z makrovidika, kot sem omenil, v prihodnosti predvidevam, da nas čaka v bistvu še več takih križnih žarišč po svetu, ne. Moja napoved je, ne smemo povsem pač zanemariti, da bi se tudi v bistvu pač zgodil odprti konflikt, se pravi, med na eni strani Savdsko Arabijo, Emirati in Izraelom in Jemnom, ne, zato ker v bistvu v Jemnu vlada hutijevski režim, ne, ker to bo seveda pač bo na eni strani lahko pač ustvari izraziti pritisk seveda pač na Sueški prekop, ne, pač kar se tiče z vidika transporta in transportnih poti. Druga stvar je pa seveda, ne, mi se tukaj dostikrat pogovarjamo, se pravi, kakšne ukrepe moramo mi sprejeti, ne. Dostikrat pa zanemarjamo tudi države v razvoju, ne, se pravi, kaj se pa v bistvu lahko zgodi z afriškimi državami, recimo, če jih pač ti cenovni, recimo, prehranski šoki, ki so že same po sebi veliko bolj ranljive, ne, kot pa mi prizadenejo. Recimo zadnjič smo gledali, se pravi, analizo s Filipinov, ne, recimo Filipini so zdaj v stanju skoraj popolne racije bencina, zato ker v bistvu pač, če se ne motim, so procentualno, mislim, država, ki je največ prejme v bistvu pač nafte iz Irana, ne. In seveda, ne, pač za države v razvoju je pa pač ta pritisk še večji, še težji, tako da v bistvu ne smemo pa tudi v bistvu teh držav zapostaviti, ne, ker pač mi se tukaj zdaj pogovarjamo, seveda, kako bo to na našo blaginjo vplivalo, ne, ampak absolutno, če pogledamo našo blaginjo, je v primerjavi z blaginjo v Afriki in v razvijajočih delih še Azije še vedno pač bistveno boljša. Tukaj pa seveda pač potrebno okrepiti mehanizem globalne koordinacije, ne. Je pa seveda to zdaj pač v točki, kjer je seveda pač Iran, ta tako imenovana pač to ozko grlo, to relativno težko, ne. Zdaj recimo, kar smo videli po nastanku te vojne, ne, recimo arabske države in Izrael so se tukaj relativno poenotile, ne, se pravi, glede svojih pogledov do Irana, ne. Tudi vemo, da v bistvu pač vsa ta vojna, ki se je začela že odvijati leta 2023 z napadom 7. oktobra, ne, zadnjič je izraelska vojska našla dokumente, ki so dokazovali, da se je Iran aktivno bal normalizacije odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom, ne. Zato v bistvu seveda pač, ne, to vojno bo Iran maksimalistično izkoristil zato, da povzroči zahodnim državam maksimalno škodo, ne. Seveda napovedovati tukaj, kakšni bodo pa izidi vojaškega konflikta, je pa skrajno, kako bi rekel, nehvaležno in tudi v bistvu pač negotovo dejanje, ki se ga je seveda nekako ne bi upal pač dati. Seveda, ne, pač ekonomisti vemo, krajši kot je konflikt, ne, bolj kot se hitreje razmere stabilizirajo, lažje. Da bo pa ta konflikt kratek, se pa ne bi upal napovedati, ne, zato ker razvoj dogodkov kaže, da režim v Iranu se nekako je zelo prizadet, ni pa na točki, da bi prišlo do inflekcije, se pravi, da bi zdaj pač pokleknili in pač prišlo do neke hitre zamenjave režima. Zakaj je to pomembno? Ker to ima posledice seveda za pač normalizacijo ekonomskih in trgovinskih odnosov, se pravi, med Bližnjim vzhodom in Zahodno Evropo in ZDA. Tako da jaz tukaj pač ostajam previdni optimist za zahodne države, pa tako kot je bilo omenjeno, se pravi, na eni strani pač moramo se zavedati, da države so fiskalno omejene, posegi v cenovne ukrepe so škodljivi,
ne, recimo znižanje trošarin, znižanje DDV-ja, ne, pač ima takojšnje fiskalne posledice in niti seveda na koncu, ne, tudi vidimo, da pač do znižanja cene ni nujno, da pride, ne, zato ker je pač tukaj elastičnost seveda sama po sebi pomembna, ne. Se pravi, na eni strani to nekako kombinirati bolj z individualnimi pač ukrepi, ne, ker zanašati se tukaj seveda pač na kakršnekoli pomoč države ali strani gospodinjstev, ne, ali strani gospodarstva je tukaj pač zelo nerealistično. Upam pa, da vlade pač bodo, tako kot ste prej omenili, upam, da bodo rajši posegale potem, se pravi, da bodo recimo s kakšnimi potrošniškimi vavčerji pač najbolj pomagali tistim, ki jih to resno prizadene. Nikakor pa ne, se pravi, financirati celotno distribucijo, recimo z nizkim DDV-jem. Tukaj pa potem lahko se nam v bistvu pač samo še, kako bi rekel, prilije olje na ogenj, v bistvu že tako razgretih inflacijskih pričakovanj. Hvala lepa obema za ta pojasnila. Vam pa hvala lepa, če smo začeli s Kormuško ožino, smo na koncu prišli do naših popolnoma individualnih sprememb, kajti vse stvari se lahko spremenijo že pri nas doma, če ne moremo vplivati na velike stvari, katere pa vplivajo na naše življenje. Hvala lepa, ker ste bili z nami, verjamem, da ste dobili dober vpogled tako v neke hitre ukrepe, ki jih vlade sprejemajo, včasih tudi pod pritiskom popularnosti, pa do tistih realnih stvari, ki se potem zgodijo, če se nismo pripravili že prej. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.